Ko prodaja dizelskih in bencinskih različic ne doseže prodaje električnih, je jasno, da bo pri nas na prodaj naslednja generacija samo kot električna. Korejci imajo veliko srečo, da že imajo en zelo dober električen avto in to je Hyundai Kona Electric. No, Kia e-Soul pa povzema vso tehniko od omenjenega, s tem da dodaja še zelo samosvoj izgled. Izgleda manj križano kot Kona, bolj me spominja na kakšen tak enoprostornik, čeprav so obrobe blatnikov kar izrazite in oddaljenost od tal je tudi večja kot pri klasičnih avtomobilih. Od starega Soula je daljši za 8 cm, medosna razdalja je daljša za 3 cm, kar pomeni, da je v kabini še več prostora, v prtljažniku pa ne toliko. Samo 315 litrov meri, kar je celo manj kot pri Koni, ampak to je davek na pogon. Nekam je seveda treba slačati to veliko baterijo, tukaj ima kar 64 kWh, kar pomeni, da v teoriji e-Soul prevozi zelo spodobnih 452 km. Pa jih moram izmeriti. Sedi se zelo visoko, ker hoče dajeti občutek, da je križanec, ki to sicer ni. Sedež je za moje pojme malo prekratek tukaj v sedalnem delu, se pa lepo nastavlja in je stole res bogato opremo, tudi ogrevan in prezračevan. Super zadeva, preden sedete v avto. Električni avto se namreč zažene in nič ne smrdi ali ropota, da bi motil okolico, samo nastaviš klimo, vklopiš hlajenje sedežev in se že čez 2 minutki usedeš v veliko bolj prijazno kabino za vožnjo. Tole jim je tudi super uspel. Zelo dober sistem, ki deluje hitro in nepregleden, zaslon je lep in velik, sicer ima še večjo obrobo tule, da je lepo vgrajen v tole plastiko. Materiali so dobri, tudi na otip prijetni, tole se zdi celo za Kia za en razred višje. Je pa res, da je tale model zelo dobro opremljen, še ozvočenje je Harman Kardon, da boste uživali v dobri glasbi, ker se veste, električni avti so precej tihi. Zažene se tiho s tem gumbom, potem pa ima za vožnjo tega okroglega, date v D in akcija. Kot veliko podobnih avtov se vrhunsko odreže v mestu. Zelo tiho in zvezno pospešuje, moči je zelo velik in se sprednji gnani kolesi kar prehiter zavrtita v prazno. 150 kW oziroma 204 konji skrbijo za zelo odločno pospeševanje. Čeprav e-Soul prazen tehta kar 1757 kg. Do 100 z mesta pospeši v 7,9 sekunde. Super deluje tudi regeneracija. Lahko se sam odloči, koliko bo sistem zaviral, lahko pa mu vi poveste s tema ročicama ob volanu, torej tudi tukaj lahko vozite samo z enim pedalom, če znate dobro predvidevati v prometu. Zavore se praktično ne boste dotaknili, mogoče samo, ko se boste čisto ustavili na semaforju. Po VLTP naj bi porabil 15,7 kure na 100 km, pri nas je poraba slabih 19. Ja, še vedno ni malo, je pa trenutno najmanj med avtomobili s tolikšnim dosegom. Ok, gremo ven iz konic na Roglo. Na hitrih polnilnicah se v teoriji lahko polni celo 100 kW, čeprav pri nas tega še nihče ne omogoča. Največ dobrih 40 kW boste našli, ampak je tudi to dovolj, da v pol ure napolnite baterijo za naslednjih dobrih 100 km poti, če je baterija dovolj prazna. Ja, prazna. Če je polna 80%, se polnilna moč precej zmanjša, da s tem varuje baterijo, tako da je najbolje odklopiti avto in ga do konca napolniti lepo počasi doma. Hitra vožnja po avtocesti ubija doseg, to ni nič novega. Največja hitrost je 167 km/h. Soul tudi ne mara preveč hitre vožnje, ker postanejo piš vetra in hrup koles mačkam bolj glasni. Je pa res, da to bolj slišite, ker ni klasičnega motorja in je noter zelo tiho. Bolj me zmoti, da postane avto malo nemiren, nič dramatičnega, jasno, samo ne zdi se toliko brezpogojno prilepljen na cesto kot kakšni drugi električni avti z nizkim težiščem. Pa tudi občutek na volanu ni toliko dober, da bi vas silil k dinamični vožnji, čeprav iz ovinka ven se pa zelo fajn potegne, gre zelo hiter. Evo, zdaj, ko imam že zelo dolgo poprečje, poraba je pod 20 kWh na 100 km, kar pomeni, da bi s polno baterijo lahko prevozil tudi 400 km po avtocesti. Skoraj 10 ur se polni na takšni javni polnilnici, ker ima polnilnik samo 7 kW. Škoda, da nima trifaznega polnjenja z 11 kW, ker bi bil potem še majčkeno bolj uporaben.
E-Soul je zelo spodoben električen avto, eden boljših na trgu, ni dvoma. Odlična kabina, dobra izdelava, dober doseg, nič mu ne manjka. Pa mu, bolj ugodna cena. Polna cena tega je kar dobrih 49, ok, s popustom 45, pa subvencija 39, ampak še vedno ni malo. Torej, tukaj tudi velja tisto, da moraš najprej zapraviti, da lahko potem šparaš, kako se že reče.